V središču Novega mesta se je zbralo okoli 10 tisoč ljudi, ki so od politikov zahtevali spremembe in ureditev romske problematike. Ljudje so povedali, da se bojijo za svojo varnost, da si želijo strožje kazni za kršitelje, želeli so, da jih politika sliši. V tem času je bila namreč seja tamkajšnjega občinskega sveta, na kateri so se zbrali predstavniki 25 občin, vlade, sodstva in policije. Na seji so predstavniki vlade predstavili predlog novega zakona, ki so ga poimenovali po umrlem Alešu Šutarju Šutarjev zakon. Namen tega je, da bi bila Slovenija varnejša, da bi bilo manj kriminala, več spodbud za izobraževanje in zaposlovanje. Na primer, policija bo imela več pooblastil, da bo lahko ukrepala, če bo presodila, da je kdo ali kaj v nevarnosti. Uporabljali bodo denimo lahko brezpilotne letalnike in kamere, da bodo lažje odkrivali nevarne okoliščine. Država bo hitreje lahko odvzela premoženje, če bo ugotovila, da ga je kdo pridobil z nepoštenimi dejanji, prekupčevanjem drog ali tatvinami. Tisti, ki bodo ponavljali prekrške in nasilna dejanja, bodo dobili strožje kazni, izgubili bodo lahko tudi del socialne pomoči. Socialna pomoč je denar ali druga oblika pomoči, ki jo država daje ljudem, ki na primer nimajo službe oziroma dovolj denarja za osnovne življenjske stvari, kot so hrana, računi za vodo in elektriko, stanovanje. Od 1. septembra sicer že velja, da eden od staršev otrok, ki ne hodijo v šolo, otroški dodatek prejme v materialni obliki. Ne dobijo več denarja, ampak na primer kruh, mleko in moko. Zagovornik načela enakosti je v svojem poročilu zapisal, da osnovno šolo sicer konča le vsak 10. romski otrok. Šutarjev zakon mora najprej sprejeti vsa vlada, nato pa še državni zbor. Napovedali so, da bo najverjetneje sprejet do konca novembra.